Rad bi dal nekaj širših podatkov in ocenil ta pomen registra divjih odlagališč odpadkov. Razpršena divja odlagališča so problem predvsem zaradi tega, ker gre za veliko število, neprimerno lego, nevarno sestavo in hkrati je to nepopolno poznavanje te celotne problematike. Zato se divja odlagališča odpadkov brez dvoma uvrščajo med eno od ključnih starih okoljskih bremen Slovenije kot celote, slovenskih pokrajin in tudi številnih občin. Že dosedanji register divjih odlagališč odpadkov je ugotovil, da je okoli 45% odlagališč, kjer so bile ugotovljene nevarne snovi. To se pravi, skoraj polovica odlagališč odpadkov vsebuje nevarne snovi, kar je seveda velika grožnja za vodno oskrbo Slovenije, za bivalno okolje, za naravovarstvena in tudi za turistično-rekreacijska območja. Z tega vidika lahko rečemo, da so registri divjih odlagališč odpadkov, če vzamemo tukaj še občinske registre, na eni strani ogledalo države, ogledalo inšpekcijskih služb, pa tudi občin, župan in županov in vseh občanov v posamezni občini. Sistemsko poznavanje, dinamičen register divjih odlagališč je dejansko prvi korak k njihovi potrebni okoljski sanaciji. Vendar bo po mojem mnenju za preprečevanje nastajanja novih divjih odlagališč odpadkov, razen okoljskega ozaveščanja, takšnih in podobnih akcij, verjetno potrebna tudi strožja kaznovalna politika. Žal moram to povedati, strožja kaznovalna politika. Nelegalno odlaganje odpadkov ne bi smelo biti zgolj prekršek, ampak kaznivo dejanje. In če bo to kaznivo dejanje, potem to omogoča reorganizacijo celotne nadzorne službe in na drugi strani tudi razširitev celotnega nadzora divjih odlagališč odpadkov. Bojim se, da brez represije na tem področju ne bo uspeha, o tem me prepričuje dejstvo, da so številna dosedaj sanirana odlagališča odpadkov ponovno postala odlagališča odpadkov. Kljub širši okoljski zavesti, ki je posledica te in drugih akcij, ki potekajo. In ne nazadnje, nacionalne občinske registre nelegalnih odlagališč odpadkov je, po mojem mnenju, možno in predvsem racionalno, finančno in vsebinsko racionalno dograditi letno, predvsem za široko pomočjo mreže nevladnih organizacij in mreže prostovoljcev. V obratnem primeru ta akcija ne bo uspešna, če bo ostala samo na plečah občine in države. Gre res za širše to naše okoljsko ogledalo. Počrtil bi dejstvo, če pogledate karto, Janez, če lahko tisto karto, če se to prijazen daš nazaj, če pogledate to karto lokacije divjih odlagališč odpadkov, potem je že iz karte jasno, da gre za izjemno negativne vodno-oskrbne, naravovarstvene, bivalne in pejsažne posledice. Ta register oziroma karta nam kaže, da je največja prostorska zgostitev divjih odlagališč odpadkov v bližini velikih naselij, predvsem pa izstopa njihova gostota v zaledju več kot 900 črpališč pitne vode v Sloveniji. In ta črpališča, gre za črpališča podzemne vode, to se pravi kraških izvirov in talne vode v prodnih ravnicah, ravno ta območja so vodno-ekološko najbolj občutljiva. To se pravi, da gre za dejansko in potencialno ogroženost vodne oskrbe
Slovenije, ki se 99% oskrbuje s pomočjo podzemnih voda. Z tega vidika je seveda dograjevanje tega popisa še izredno pomembno. Mogoče samo za primerjavo, da bolj sistematičen popis Ljubljanskega polja je odkril okoli 1500 divjih odlagališč odpadkov. Na območju Ljubljanskega polja, ki je osrednji vodni vir za oskrbo Ljubljane in njene širše okolice. To se pravi za okoli 300 000 prebivalcev. In naj pride samo do podobnega problema, kot se je zgodil v Beli krajini zaradi nelegalnega odlaganja nevarnih snovi, ki so vsebovale PCB, kjer je bilo potrebno celotno vodno oskrbo Bele krajine na novo reorganizirati in glavni izvir Krupa ni postal torej črpališče Bele krajine, kar je seveda povzročilo ogromne finančne stroške. Da ne bi bil predolg, bi zaključil mogoče malo drugače, kot bi na osnovi te potrebe po registru bilo smiselno, pa vseeno bi želel upozoriti. Vsak prebivalec Slovenije letno ustvari okoli 450 kg komunalnih odpadkov. 3 tone vseh odpadkov na leto. Vsak prebivalec Slovenije. In snovni letni tokovi na prebivalca Sloveniji znašajo več kot 30 ton na leto. Če štejemo vse od gradbenih snovi, ki jih uporabljamo brez vode, torej fosilna goriva in tako naprej. Akcija se je zavestno usmerila v kurativo. Sporočilna nota je pa preventivna. To se pravi, da bomo morali do leta 2020 oziroma 2030 zmanjšati količino snovi, ki jih uporabljamo in praktično zasnovati naše življenje in gospodarstvo brez odpadkov, ki bremenijo okolje. To se pravi, da ne gre tukaj samo za okoljsko akcijo, ampak gre tudi za gospodarsko in, če hočete, tudi etično akcijo, ki nas čaka. Glede na to, da nisem v politiki in ne potrebujem političnih pik, si lahko privoščim tudi ne samo iskreno zahvalo vsem tistim, predvsem ekologom brez meja, vsem organizacijam, ampak si lahko privoščim tudi to, da posebej pohvalim medije, ki ste tukaj odigrali izredno pomembno vlogo. Ob organizacijah, ki so se priključili tej akciji, mislim, da je bila ključna vloga medijem in jaz mislim, da vam bodo prihodne generacije za ta vaš velik prispevek zelo hvaležne. Kot Belokranjec lahko malo bolj čustveno tudi zaključim svojo predstavitev.